No, tudi tako zanimivega imamo z tega gospoda Tomaža, ko nikdar neč noče se pohvaliti. V glavnem, vsakem primeru, med prvimi ekološkimi kmeti. Žena Nina, kje je Nina? Nina? Tam. Nina je zelo napredna, tudi imata doma vse od industrijske konoplje, od nasadov, orehov. Tomaž, prosim, povejte svoje izkušnje od soustvarjanja z naravo plus sanacija degradiranih površin, ki ste jih pomagal ustvariti. Ja, lep pozdrav. Prihajam iz Notranjske, bom tudi bolj po notranjsko govoril. Vse je zelo podobno, kot drugače, ampak tako malo za hec. Naj najprej vse nekaj povem. Sem doštudiral pač agronomijo, od majhnega že kmetujem na družinski kmetiji, zdaj sva to ženo prevzela, imava 4 otroke, ta mal je 10, ta velika 18 in se zelo trudimo, da predelamo čisto vse. Mi smo tradicionalna notranjska kmetija in imamo vse, od čebel, ne vem kaj nimamo, no, da ne naštem, vse imamo. Imamo tudi govejo žival, brzo folkloro in stalno imamo nove ideje, ne? Tako da nam malo že zmanjkuje časa. Zdaj zadnji projekt sta česen in čebula, smo leta za poizkus pridelali 1,5 tone čebule in 500 kg česna. Prejšnjem letu pa smo posadili 2000 orehov na 8 hektarjih. Tu vse sami z družino, vse z rokami. In kaj bi imel za povedati, no? Kot kmet opažam, da ljudje vsi spijo in da vsi čakajo mesijo. Da bo prišel mesija in bo naredil namestnih. Obenem rešujem, da se ne delajo obvoznice po njivah, ustavljam gradnje. Mene to izčrpuje, to je velik projekt. Ljudje ta čas gledajo turške nadaljevanke, hodijo na morje, se ne ukvarjajo z lokalnim območjem in vse to prelagajo pol na unih 5 posameznikov. Teh 5 posameznikov pregori. Zdaj, tu so težave, ampak jaz vidim, da to je za narediti. V Cerknici, kjer imamo kmetijo, nam bojo zdaj zgradili na najlepših njivah nov trgovski center. Župan je rekel, kdo pa še kmetuje? Ja, mi kmetujemo, mi živimo samo od kmetije, mi nismo nikjer zaposleni. In to je, ni važno, kdo je zapisan v zemljiško knjigo, to je naše narodno bogatstvo. In on je še utemeljil s tem, da morajo graditi zato, da bo imeli tudi revni hrano, ker tam se bo prodajala hrana za reveže. In to mene kot kmeta zelo boli, ker če nam vzamejo zemljo, nam vzamejo vse. Mi brez zemlje ne moramo funkcionirati. Ne jaz kot kmet, ne vi kot ljudje, ker mi moramo živeti na zemlji. Ne? In zdaj malo bojo te trgovski centri prazni, ne vem, kaj se bo tam gojilo. Ja, smo recimo, ampak to ni problem Cerknica, to je problem, globalni problem. Ne? Še en izmed recimo argumentov, zakaj bi se moglo graditi trgovski center na njivah, je to, zato ker investitor zahteva v glavni cesti. Se pravi, investitor diktira razvoj občine, ne župan, ker je župan mora biti v funkciji ljudi. Kapitala. Ker on je župan, zato ker smo ga mi izvolili. Je pa v funkciji kapitala. In to je redosled. Težko je zdaj začeti in v 2 minutah povedati vse. Ne? Opažam tudi lepo Krasu, je polno praznih hiš, ni ljudi. So sam vikendaši. Zgleda recimo, kakor da je naseljen kraj, smo v šoli, ki je prazna. Zakaj je prazna? Zakaj mogoče je bila ta šola celo v fašizmu zgrajena. Zakaj danes, ki je demokracija prazna? To so stvari, ki se jih jaz kot kmet sprašujem. To so ključne stvari. Ne? Pač v naravi je tako, da če ni lokalnih prebivalcev, pridejo prebivalci od druge. Ne? Če ni v lokalno medveda, lisice, zajca, pride zajce od druge. Prostor ni prazen. Ne vem, za koga mi gradimo pol drugi tir, pa vse, kar gradimo. Za koga, če ni ljudi?
Ljudje, ki pa so, pa spijo. Ne? In pol čakajo Mesijo, da pride Mesija in Tomaž Šileršič, ki bo rešil vse, ki bo preprečil, da se pozida nov trgovski center, ki nam bo pridelal hrano, ki bomo mi šli pol seveda krast, ki mi kradejo po njivah. In jaz ne morem celega sveta rešiti. Jaz se počutim, kot da bi bil gasilc na Krasu in bi bil edin. Ali pa nas bi bilo 5 in bi gasili na 10 lokacijah in bi posod malo pogasila, vse nam bi zgorelo. Ne? Tako da je težko je nekaj povedati v par minutah. Treba je ljudi zbuditi, vsakega posebej. Vsak lahko naredi še malo več. Tudi ljudje, ki so še mladi, vsak ima lahko enega otroka več. Namesto psa. Ja, to je bistveno, ker če ni otrok, so prazne šole, so prazne vasi, so prazne tovarne, nima več kdo delati, nima več kdo države braniti, nima več nič, sistem se sesuje. Ne? In to se meni zdi ključno in to je treba ljudi zbuditi. Ja. Kje pa ste pogozdoval, mislim, reševal? Ja, zdaj jaz ne morem rešiti celega sveta. Deluj lokalno, razmišljaj globalno. Ne? Se pravi, jaz ne morem biti Mesija, jaz nočem biti Mesija in jaz nisem Mesija. Lahko sem vzor, lahko sem spodbuda, ne pa namen za spat. Jaz ne bom ozelenil celega Krasa, lahko vam kaj povem, kako se ozeleni, kako začutiš, kako prepoznaš, kako ukrepaš, ampak ukrepati moramo vsi. Vsi smo lahko sadna gvarila, vsi. Objedka od jabolka se nikoli ne odvrže v koš za smeti. Nikoli. Vse druga semena lih tako. Zmeram ga, jaz, ki se pelem z avtom in jem med vožnjo jabolko, razmišljam, kje bom jabolko odvrgel. In ga odvržem skozi okno tako, da vem, da tam ga ne bojo odkosili. In če tako dela... In sadim, jaz imam skozi kakšno seme v žepu. Tudi če ne bi danes šli saditi, jaz imam asimine, recimo, pridelujem zdaj tudi asimine za doma, sem noro navdušen, koliko je to en eksotičen sadež, koliko ima enih zdravilnih, hranljivih lastnosti in je seveda tudi bogat semeni. In jaz ne zavržem semeni, jaz jih sadim vse posod. In tudi, ker sem sadil, nisem jih sadil sam, ker smo z družino sadili 2000 orehov, to je velik projekt, to je treba 2000 kolov, 2000 kolov šilt, 2000 lukenj, toliko karjol humusa naložiti, toliko, in mi smo pa še ta humus preberali, da niso not kakšne slak korenine, pa tako da je bilo to velik projekt. Kako pa poberete 2000? Ja, jih še ne. To je še najmanjši problem. Ljudje so se mimo sprehajali. Nobeden nas ni pohvalil, da bi rekel, no, lepo, nekaj se spreminja, nekaj novega. Vse so se čudili, če smo malo zmešani. Zakaj 2000 orehov? To jim ni bilo jasno. To je bilo, recimo, začeli smo 5 let nazaj. Jaz v sebi sem zmeram občutek, tako kot je Rajko občutka govoril, da enkrat bo sranje. Tudi zato sem ostal kmet. Jaz imam 7. stopnjo izobrazbe, bi lahko stolčke grel. Tudi žena ima 7. stopnjo izobrazbe, bi lahko zelo lagodno živela. Ampak lagodno življenje ubije, ohromi, zadrogera, antidepresive je treba jesti, k psihiatru je treba hoditi, razne svetovalce plačevati. Skratka, to ni življenje, to je ne vem kaj od življenja. No, nobeden od sprehajalcev ni rekel, fina ideja, a lahko še jaz z vami posadim eno drevo. Ali pa skopljem eno luknjo. Jaz sem bil pred leti, davnimi leti v Skopju. Z motorjem, s prijateljem in sva lih vedrila, ker je malo bilo bolj deževno. In sta tam 2 delavca popravljala grad v Skopju. In vzidala sta kamne, ki so izpali iz zida. In sva prosila, če lahko tudi mi 2 vzidava kakšen kamen. No in jaz sem popravljal zid v Skopju, grad, ki je sam eden. Ne? In je to ena zavez, da tudi jaz sem nekaj tam naredil, toliko daleč od doma. Nekaj malega, ampak sem. Ne? Ker ljudje čakamo, da bo eden naredil vse, da bo Sanja rešila vse, da bo Rajko rešil vse, da bo Irena rešila vse. Ne, vsak mora nekaj narediti. Glejte, če mi zberemo vsak po 5 evrov,
Je to en velik denar. Težko je pa enemu dati toliko, kolikor bi bil cel ta znesek. Ne? V slogi je moč. Ne? Zanj sem gledal na dokumentarcu, koliko lasje velik tovor prenesejo. Ne? Tu z enim šopom las dvigneš cel avto, ne popusti. Z enim lasom pa ne. Ne? Se pravi, si treba združevati. Ne čakati Mesija, ne čakati mene, da me rešil, Irena in tako naprej, teh par posameznikov. Mi lahko ljudi probamo zbuditi, zbojevati, upogumljati in ne zaspati takoj, ko pridete domov, tako kot film, ker si čisto ušpilan, vse bi ti naredil tako kot filmski igralec, ampak ko se film konča, ko popiješ kavo, pozabiš vse. Vsi na svojemu področju rabimo dobre učitelje, dobre policaje, dobre sodnike, dobre cestarje, dobre obrtnike, kmete. No, vsak mora na svojemu področju se zbuditi in delovati dobro. No, zdaj pa, da se k bistvu vrnemo. Irena, kaj je vprašanje? Kako vaše izkušnje z delom reševanja teh brežin, ko ste delo? Ja, meni se zdi, da je ključno, da človek zna začutiti prostor. Ne? Ti ne rabiš zdaj, tako kot je Sanja prej rekla, doktoratu, ti moraš čutiti prostor, ti moraš znati osnove, to je skoraj osnova gibanja, ne? Da znaš prepoznati, kje je sonce, kako se voda obnaša, kako bi ti, lejte, jaz znam miš uloviti brez vabe. Zato, ker ti moraš razmišljati kot miš, če hočeš uloviti miš. Ne? Bravo! No, podobno je pa recimo z drevjem. Ti se moraš uživeti, da si drevo, ali pa da si grm oziroma neka rastlina. In kje bi ti živel? Vse stvari so enostavne. Si tlej ne rabiš nekih strašnih formul pa izračunavanja. Ne? Moraš se enostavno prepustiti in razmišljati kot rastlina, čisto enostavno, vse je enostavno, no? Ni tle velike matematike. Pa mičkano fizika ti mora biti jasna. No? Ne? Bravo. Boste v praksi pokazali nam potem? Ja, vse bom pokazal. Bravo, bravo. Hvala, Tomažo.